Sanja Lončar pa nam bo danes razkrila vso moč ekoloških eteričnih olj začimbnic. Tudi domača zelenjava, kljub obilu hranil, kljub obilu vitaminov, rudnin, žal ne doseže valovanja naših celic. Če želimo, da nas hrana res dvigne, da nam ne porabi energijo pri prebavi, da nam res nafila baterije, potem rabimo pomoč živil, ki imajo veliko višja valovanja, to so začimbnice. Vendar tudi začimbnice v svoji osnovni obliki komaj dosežejo valovanje naših celic. Če želimo zares hrani dodati nekaj ekstra, če jo želimo dvigniti valovno dolžino, jo nafilati z biofotoni, potem je potrebno potegniti iz začimbnic tisto, kar ima najvišje valovanje, to so pa eterična olja. Ekstrakti začimbnic, torej ko iz njih potegnemo tisto najbolj lahko hlapno, po svoji valovni dolžini resnično močno presegajo valovanje naših celic. To pomeni, ko to dodamo v hrano, naša hrana dobi to, kar smo navajeni imenovati okus, aroma, je odpre, jo dvigne, se nam sline pocedijo, ampak če bi to čisto tehnično merili, dejansko mi dvignemo valovanje naših živil, da potem poživijo tudi naše celice. Ravno v tem je skrivnost eteričnih olj in to je močno orodje v rokah tistega, ki zna to pravilno uporabljati. V knjigi Ščepec ustvarjanja smo zelo natančno razložili, pod kakšnimi pogoji lahko uporabljamo eterična olja, katera smemo uporabljati in kako jih pravilno uporabimo, da aromatiziramo hrano, da nam koristi in nam ne škoduje. Zavedati se morate, da ko uporabljamo eterična olja, tle govorimo o zelo velikih močeh. Denimo v teh 5 mililitrih je noter eterično olje iz 15 sadežev pomaranč. Še več je denimo v baziliki, 3 kilograme bazilikinih listov potrebujemo, da stisnemo 4 do 5 mililitrov eteričnega olja. Torej ta trenutek, ko kanemo eno kapljico, je to enako, kot da smo dali celo pest bazilike v jed. Torej, ko delate z eteričnimi olji, ravnajte tako, kot da delate z najbolj močno čili omako. Moja začimbna omara je polna eteričnih olj in večina naših jedi ne gre brez malo limonine lupince. Ampak ta privilegij, da imate svojo svežo, je zelo redek in tudi nam včasih zmanjka limon in takrat se zelo pomagamo z eteričnimi olji limone. Vedeti je treba, da ko stisnemo 6 kapljic, je to enako, kot da smo natisnili, da smo naribali eno limonino lupinco. Enako velja za pomarančo. 5 do 6 kapljic je enako en naribani sadež. Ker gre za zelo koncentrirane snovi, je najlažje z njimi delati tako, da jih prvo malo razredčimo. Pri tem morate vedeti naslednja pravila. Eterična olja najlažje redčimo v snoveh, ki so ali emulzija ali maščoba. Torej smetana, olja, raztopljena mast ali maslo, lahko tudi med, pod pogojem, da je med v tekoči obliki. Bomo zelo težko zmešali eterično olje v že kristalizirani med. Eterična olja nikoli ne poskušajte zmešati v kakšno praškasto snov, ker kaj se bo zgodilo? Ko damo eno kapljico, ta bo ostala točno tam, kjer ste jo dali, nikamor ne bo šla, tle na tem mestu bo koncentracija ogromna, okrog pa ne bo nič. Kapljice zelo hitro preveč, zato je super, če so steklenice opremljene z možnostjo, da kapljice zelo natančno doziramo in nadziramo. Sicer se jih zelo hitro ulije preveč. Posebej dobra pogruntavščina je, ko olja, ki jih je sicer malo težje dozirati, že imamo v obliki
ja temu rečem, koktejl mešanic. Torej, denimo ta punč keks varianta je res super, ker je noter že vanilija, pomaranča, cimet, ingver. To, kar bi sicer dosti težko iz 5 začimb zložili skupaj, tle lahko damo samo eno kapljico v jogurt ali v sladoled ali v kakšne kekse in smo začinili in naredili čudovito živilo, brez da rabimo preveč študirati, kako pravilno narediti mešanice. Kot vidite, je lahko življenje zelo dišeče, zelo lahkotno in zelo zdravo hkrati.